in sicer sodniški sistem in politična situacija v Sloveniji. Če začnem malo perverzno, bi rekel tako: spoštovane dame, spoštovani gospodje, cenjeni sodelavci, vsi prisotni, drage članice, dragi člani Društva za srečno življenje Belis. Še vedno se aktivno zbiramo, opazujemo, govorimo, komentiramo, vidimo in se vsak dan bolj čudimo. Sedaj posebej v času, ko Slovenija doživlja obdobje, ki ni le izziv za naš pravni sistem, ampak tudi za samo srž naših vrednot, ki jih negujemo kot narod. Časi, v katerih živimo, dragi prijatelji, so čudni. Polni dvomov, preizkušenj, predvsem pa, vsaj zame to velja, vprašanj, na katere ni odgovorov, in o tem, kako se bodo naši odločevalci odzvali na potrebe družbe in ali bodo razumeli, da pravica ni le v besedah, ampak da je pravica predvsem v dejanjih. Dober pravni sistem mora biti brez napak in ne sme dopuščati nobene oblike diskriminacije. Tako so tudi sami zapisali, tako govorijo, tako se razglašujejo, tako se hvalijo, da se počne. Ko pride pa dobro jutro, dober dan, je pa vse drugače. Zato sem danes tukaj, pred vami, da izpostavim odločilno vprašanje, ki je pred nami. Ali bomo dovolili, da strankarski politični vplivi, interesi ene skupine vladajočih ljudi prevladajo nad resnično pravičnostjo in integriteto naših zakonov? Tako da se popolnoma strinjam z Radošem, ki je povedal, takšne ljudi je treba seveda obsoditi, njihova dejanja in njihove odločitve. Ali bomo sprejeli predlog zakona, ki je v svoji osnovi diskriminatoren? Lepo vas prosim. Kaj pomeni, da so nekatere skupine v naši družbi obravnavane, pa če smem takole reči, z manjšo enakopravnostjo kot druge? Kaj to pomeni, če nekdo nekaj predlaga in sprejmejo in nekdo drug, ki predlaga s 5000 ljudmi v ozadju, ga prezrejo? V teh čudnih časih, ko Slovenija doživlja res takšne globoke politične pretrese, so odločitve, ki jih sprejemajo naši zakonodajalci, pod vplivom trenutnih političnih pretresov, se ne smemo pod nobenim pogojem pustiti zaslepiti s kratkoročnimi cilji, s praznimi obljubami, z lepimi paketi, zlato mašalco. Ker notri ne vemo, kaj se skriva v tem paketu. Veste, prava moč našega sistema temelji na tem, da ostane trdno v temeljnih vrednotah demokracije, tako je mišljen, ne? Pravičnosti, ki so nas zgradile kot državo. Ali pa recimo, vsaj izgledalo je tako na zunaj, ne? Kdaj smo se kot družba odločili, da bomo sprejeli zakon, ki diskriminira določene posameznike ali skupine? Imamo tak družben dogovor? Po mojih informacijah takšnega družbenega dogovora ni, ne obstaja, temveč se diskriminacija sankcionira. Ko so zakoni, ki naj bi zagotavljali enakost pred zakonom, obrnjeni proti državljanom na podlagi, bom rekel, njihovega etičnega porekla, socialnega statusa ali pa pustimo, političnih prepričanj, takrat se postavlja vprašanje, kaj nam vsem sploh potem takem pomeni pravičnost. In tukaj smo danes pred izzivom, da se postavimo proti temu, kar se zdi pravzaprav kot korak nazaj v naši politični zgodovini. Predlog zakona, ki ga je predstavil minister, ni le korak nazaj, ampak pravi udarec v srce naše ustavne ureditve, v temeljne vrednote, na katerih temelji slovenska demokracija.
Slovenija je demokratična republika. Demokratična republika. Slovenija ni politična država. Slovenija je demokratična republika. Demos, ljudje, republika, public, na moč nazaj ljudem, replay, republika, nazaj javnosti. Očitno ne razumejo, kaj pomeni demokratična republika. Poglejmo si le nekaj točk predloga, o katerem smo že govorili. Glejte, zakon v svoji osnovi, če tudi morda v imenu preprečevanja neenakopravnosti, omogoča na celi črti ne vem koliko zakonov diskreditacijsko odločanje, ki izključi posameznika na podlagi nekritičnih, bom celo tako rekel, si upam reči, prevarantskih meril, ki so vse prej kot poštena in pravična. Da ne govorim o zakonu o dolgotrajni oskrbi. V tem poročilu, ki sem vam ga poslal, prosim, prelistajte ga do konca in si vsaj preberite ustavno pritožbo, in če imate možnost, si jo izprintajte in pošljite na ustavno sodišče. Izpolnite tam številko odločbe, ki ste jo dobili nezakonito, ker zanjo niste prosili. Če imate pritožbe, jih zraven dajte. Če imate odgovore upravnega sodišča, vrhovnega sodišča ali pa karkoli, ko so se norca delali iz vas, iz nas, dajte to zraven, naredimo ustavno pritožbo. Ta zakon do 1. julija letos ne sme priti skozi. Zato, ker zdaj že postavljajo centre za socialno delo. S 1. julijem bojo pa začeli trgati denarje. To ni nič drugega kot samo kraja udarec po žepu državljanom. A veste? In mi kot družba, mi kot ljudje, bom rekel posebej mi v Društvu za srečno življenje Beli, se zavedamo resnosti te situacije. In s tem se ne moremo in ne smemo strinjati. Rekel, naša dolžnost je, da smo tudi sodniki okrog tega. In kot sodniki, in kot tožilci, in smo kot odvetniki vse v enem. Pa tudi kot odgovorni državljani te države. In na nas je, da postavljamo vprašanja o zakonodajnih potezah. Da opozorimo. Verjamem, da če je minister na poziciji in ima za sabo ekipo in ga ekipa pouči, kaj mora javnosti povedati, in mu ekipa naredi zakon, on se nima s tem časa ukvarjati, on preprosto verjame. Preverjati ne more, a kaj se zgodi, ko mu iz ozadja lažejo. To so tisti plačanci, ki so večno v državnih službah. To so tisti tretji uradniki od spodaj. Minister in njegov namestnik se menjata, tisti ta tretji od spodaj, te stebre je treba pa enkrat reda naučiti, ali jih odpustiti, ali jim pa lekcijo dati. Ker ko pride nov minister in nov pomočnik z novo politično usmeritvijo po volitvah, so to ti ljudje, ki jih učijo, ki jih vodijo, spet isti trik, 30 let, eni in isti ljudje. Tisti tretji in četrti majhni uradniki od spodaj, ko ga nikoli ne vidiš, ne veš, kdo je, pa 30 let je v službi, pa fajn je plačan. Vprašanje, kdo ga še plačuje, da dela takšne svinjarije. In potem ministru ponudi čudovit zakon, ki na zunaj izgleda lep, hiter, efektiven, pošten, ko ga greš pa pogledati v globino, pa vidiš, da uničuje slovenski narod. Glejte, vprašanje o zakonodajnih potezah, ki jih ti ljudje vlečejo, so v nasprotju z vsemi vrednotami, ki smo jih gradili že desetletja. Tak zakon, ki prinaša neenakost, ni zakon. To je barabija, ki služi državni inštituciji. Ne služi ljudem. To je zakon, ki slabša državo, jo razdvaja in vsem ljudem gorša življenje. Je pa zakaj? Zakaj nam je to potrebno? Navodilo, kako izigravati zakone. Veste, mi živimo trenutno v absolutističnem sistemu. Na zunaj je fajn, lahko greš na kavo, lahko še kaj rečeš. Sicer pa absolutistični sistem. Na upravni enoti Bežigrad ne moreš več plačati z gotovino. Poglejte, pa je državna uprava, upravna enota in te silijo s kartico. Pa vejo, da je evro, bankovec, evrokovanec po pogodbi z Evropsko unijo edino
zakonito plačilno sredstvo. Če ima kartica lastnosti po dogovoru z banko, lastnosti gotovine, v redu, to je naš skupen dogovor, ampak ne more v polnosti diskriminirati in nadomestiti fizičnega denarja, papirnatega in kovinskega. Veste, zakon, ki uničuje zaupanje v naš življenje, je treba od začetka postaviti v dobro in v pravi zamišljen sistem, tako kot je mišljen. Ne pa, da dobiš iz ozadja potem nošo hrbet. Tako kot zdajle, ko sem vam zapisal tudi v elektronskem sporočilu glede sprejemanja in spreminjanja ustave. Zapis gotovine v ustavo, nihče pa ne pove, da je ta gotovina lahko tudi kartična gotovina, da ne bo fizična. Tega trika pa pol ne povejo. Dobro, če se pogovarjamo, ostanimo pri temi, o sodnem sistemu v Sloveniji, moramo biti pozorni na to, da so pravice vseh državljanov brez izjeme zaščitene, ne glede na njihov socialni status ali politične poglede. In vsaka odločitev, ki je v nasprotju s tem, kar sem sedaj povedal, dejansko ogroža temeljne principe pravne države. Če sodijo enemu človeku napačno, sodijo vsem nam. Zato, ker se potem s pravno prakso to ponavlja. Rečejo, to je pravna praksa. Dovolj je ena napačna sodba in ne smemo je dopustiti. Živimo v času, ko politični konflikti vplivajo na zakonodajo, ko je politična agenda pogosto postavljena pred demokratično republiko iz 1. člena Ustave Republike Slovenije. V 1. členu Slovenija je demokratična republika. Dragi moji, ko je politika pred ustavo, pred pravičnostjo in resnico, kaj se zgodi? In če je kršen že 1. člen ustave, potem je kršeno vse. Kaj pa je za 1. členom? Za 1. členom stoji pa pravna in socialna država. 2. člen. Slovenija je pravna in socialna država. Se pravi, ni prava, ni sociale. Zato, ker je politična demokracija. Ko sta ta 2 člena kršena, adijo republika, adijo pravice, adijo mednarodne pogodbe, gre za slovenski absolutizem. Razumete, o čem govorim? Vendar pa, dragi vsi, ki smo nocoj tukaj zbrani, da ne bom samo pel žalostnih pesmi, in vsi, ki nas spremljate, glejte, vedno moramo vsi imeti v mislih, da smo ne samo mi, temveč vsak od nas, sleherni državljan, dolžni stati za vsakim človekom, zaščititi pravice ne le svojih, temveč predvsem tistih, glejte, ki morda nimajo moči, nimajo znanja, nimajo vpliva na politiko, tistih, katerih glas je pogosto pohojen, prezrt, pa ne nazadnje tudi zaničevan. Danes, nocoj, tukaj pred vami, se sprašujem, kaj bo odločitev sprememb na tem področju pomenila za prihodnost našega sodstva, našega sistema kot celote, ter za naše ljudi in za naše zanamce. Bo to trenutek, ko bomo izgubili zaupanje v integriteto našega zakonodajnega sistema? Ali bo morda to trenutek, ko bomo videli, da ni enakosti pred zakonom, temveč samo še privilegij za določene skupine? Glejte, to je odločitev, ki bo resnično imela dolgoročne posledice, pa ne toliko za nas, kot za naše zanamce. Zato vam svetujem, toplo polagam na srce, ostati moramo enotni, v prepričanju, kar tudi drži, da so naši ustavni zakoni in naša ustavna pravila, na katerih sprejemamo vse ostalo, kompletno zakonodajo, temeljni del našega kolektivnega etičnega okvirja. To je temeljni kolektivni okvir etike naroda in države. To je čas, ko potrebujemo
pravne mislece, ki ne bodo zgolj tehnokrati, ampak tisti, ki bodo razumeli, da je pravo vedno tudi moralno in etično vprašanje, ne samo tehnično. In naša dolžnost je, da v imenu pravice postavimo in redno postavljamo vprašanja odgovornim, vprašanja zakonodaji, ki danes močno načenja in ogroža enakost in pravičnost v naši prelepi domovini. Spoštovani, čas je, da sprejmemo odgovornost, da bomo kot družba zaščitili naše temeljne, bistvene, osnovne vrednote in pravice. In to ni le pravna naloga, to je predvsem etična in moralna naloga. In kot sem v uvodu že dejal, v teh čudnih časih, ko se zdi, da politika vedno bolj prežema vsak aspekt našega življenja, moramo zagotoviti, da naše sodstvo, naše vrle sodnice in naši sodniki in pravni sistem vendarle ostane oaza pravičnosti, ki ni in ne sme biti pod vplivom trenutnih političnih tokov, temveč temelj na trajnih vrednotah, na katerih je bila Slovenija dejansko ustanovljena. Danes v tem govoru imamo v mislih predvsem umazanosti sistema in sprejemanju zakonov, ki pokrivajo kršenje osnovnih človekovih pravic in drugih protipravnosti po 5 letih njihovega udejanjanja po covidu v času pandemije, ko so pohodili prav vse, vključno s človeškim dostojanstvom in svetostjo življenja. Veste, ko sem ta teden bral puhle obtožbe na račun covid pravil iz koprskega sodišča, za obtožbe ljudi, ki so me prosili, naj jim pojasnim sodna vprašanja, sodna vabila, kjer je že na vabilu navedena vsebina kazenskega zakona, določena kot obtožnica. Si že obtožen, zato ker je zakon tako napisan. In se sprašujemo, ali smo res pozabili na to, kaj se je dogajalo v zadnjih letih. Zdi se, kot da je bil pravni sistem, naše sodstvo in celotna država potisnjena globoko v pravno temo, v kateri globinah so se rojevale nepravilnosti in se še vedno rojevajo nezakonitosti. Na dan prihajajo celo uničevalne sile, ki so preplavile naše zakone, naš pravni okvir in s tem svetost življenja, pravice in poštenosti. In zdaj, ko je minilo že nekaj let, ko smo preživljali to temno obdobje, katerega posledice še vedno čutimo v vsakem aspektu družbe našega življenja, se postavljamo dejansko pred pomembno vprašanje, ali bomo dovolili, da ti umazani procesi ostanejo skriti, zakriti in prekriti z zakoni, s katerimi želijo in celo poskušajo prikriti vse, kar smo v tem času pretrpeli. Ljudje so pa kar tiho. In ali bomo trenutno v tej zavoženi pravni stroki in povsem nefunkcionalnim in nepismenim sodnikom kot odgovorni državljani dovolili, da se sprejemajo odločitve na sodiščih proti zakonom in naj bi s tem pokrili umazano covid perilo, umazane in finančno skorumpirane misli političnih odločitev s skrivanjem napak, ki so nastale v času, ki so bila temeljna načela prava in pravičnosti popolnoma prezrta in vsiljena volja enega diktatorja, ki se je obdal z mnogimi malimi diktatorčki. In ti mali diktatorčki zdaj nočejo biti krivi. Nočejo priznati, da so delali narobe. Čeprav so bili zakoni in ukrepi v času epidemije sprejeti v imenu, pa recimo tako imenovane zaščite zdravja, pa recimo javne varnosti, se zdi, da so mnogi izmed teh ukrepov postali orodje za naše odlašanje z odgovornostjo in zatiranje kritičnih
glasov. Zdi se, kot da so naši zakonodajalci pozabili na temeljne vrednote, na pravičnost in enakost, na svobodo in odgovornost. In najhuje je, da so danes po tolikih letih sprejemanja zakonov, ki skušajo prikriti vse te napake, preko sodišč, preko poslušnih sodnikov, ki so pozabili, da so tam v imenu zakona pravice, ustave, po 120. členu, mora vendar soditi v imenu ustave in zakona, to je njegov posel. In postavili v luč normalnosti tista nemarna, neodgovorna in zanikrna dejanja do ljudi, kot da ni nič, kot da se ni nič zgodilo. Dejansko bi pa morali popraviti, razkriti, razkrinkati, priznati, odpraviti in izboljšati vse, kar je bilo narobe. Zakaj? Za boljše življenje slovenske družbe, ne za slabše. In glej, ko rečem prikriti umazano perilo, kaj mislim na to? Kaj govorim? Pa to ni le zavajanje, to ni le manipulacija z informacijami in zakonodajo. To pomeni potisniti resnico pod preprogo, ustvariti iluzijo, da ni nobenih težav, da ni nobene odgovornosti za vse nastale kršitve, da se ni nič kaj takega dogajalo, za to, kar se je zgodilo in kar se dogaja še danes, in da ni nobene odgovornosti, ker je pač tako moralo biti do ljudi, ki so zaradi teh napačnih odločitev utrpeli, sam Bog ve, kakšno škodo. Ko govorimo o primerih v sodnem sistemu, kot je primer v Kopru z očitki ponarejanja COVID potrdil, ki sama po sebi strani države niso niti zakonita in so kot takšna brez zakonskega varstva državna zdravniška potrdila lažna, očitati nekomu, da lažno potrdilo ponaredi, je višek farse sodnega sistema, kar je ugotovilo že tudi Ustavno sodišče. In ko obravnavamo ta vprašanja, dragi moji, ki so ostala brez odgovora, se zdi, kot da je sistem postal orodje za samozaščito tistih, ki so divje in še vedno, še bolj divje, kršijo zakone. Ne pa za tiste, ki so iskali ali pa smo iskali resnico, pravico, poštenost, to, kar pravi zakon. In čudno je, da še vedno nimamo odgovorov na vprašanja, ki jih zastavimo. Na vsa vprašanja, ki so se v teh letih pojavila, ni odgovorov. Če pa so pa silno diplomatski ali pa prelagajo odgovornost na drug urad. Ne prideš do konca, vrata lahko odpiraš 5 let in še za naslednjih 5 let je dovolj vrat državni upravi. Prevečkrat se zdi, kot da sodni postopki niso in dejansko ne odražajo sodnega stanja, kot da so se zakoni sprejemali zgolj zato, da bi pomirili množico, ne pa zagotovili pravičnost in enakost pred zakonom. Ko se postavljamo pred vprašanje o tem, kaj je v resnici najbolj nevarno za našo družbo, moram pošteno izpostaviti, da ni nič bolj nevarnega kot, dobro poslušajte, tiho sprejemanje zakonov, ki zamolčijo preteklost in ponarejeni v še hujše kršitve postavljajo temelje za prihodnost, ki oblikujejo laži in prikrita dejstva. In čeprav so mnogi zakonodajni ukrepi takrat bili sprejeti, smo rekli v imenu boja proti pandemiji, se zdaj zdi, kot da so ti ukrepi postali izgovor za zanemarjanje tistih, ki so bili prizadeti, prav zaradi neustreznih in nezakonitih odločitev, ki so bili sprejeti v imenu javnega interesa. In zgodba se zgolj poglablja in pada v tunel brez povratka. Torej, zakonodaja, ki jo tudi naš državni zbor sprejema, danes ne bi smela biti ponarejena, hinavska, politična in skrajno malomarna. Zakonodaja mora biti temeljita in poštena. Potrebno jo je
prevetriti. In ljudje božji, dajte sodelovati, dajte pisati, ne stati in gledati. Ne smemo dovoliti, da je sprejemanje zakonov, ki nam oblikujejo vsak dan, vsako življenje, vsak trenutek, sredstvo za prikrivanje preteklih napak, za prihodnost. Ne smemo dovoliti, da zakonodaja postane orodje za diskreditiranje resnice in za zavajanje javnosti. A ne, gospod minister Franc za javno upravo, magister Props. To, kar potrebujemo, je zakonodaja, ki bo ščitila tiste, ki so bili poškodovani, in zagotovila, da bodo odgovorni tisti, ki so sprejemali te divje, nepremišljene, hitre, nezakonite odločitve, tisti, ki so ignorirali temeljna načela pravičnosti. In pred nami, drage članice, dragi člani, drage državljanke, dragi državljani, dragi vsi, je velika naloga. Naloga, da postavimo pravičnost nazaj na piedestal, nazaj v ospredje našega sistema. In pokažemo, da smo kot narod pripravljeni odgovorno pogledati v svojo preteklost in se soočiti z njo danes za prihodnost. In prosim, ne pozabimo na tiste, ki so trpeli zaradi napačnih odločitev, ali pa so prišli v to trpljenje na vrsto šele danes. Zato, ker država meni, da ima narod kratek spomin. Zaradi napačnih odločitev in zlorabe oblasti tega ne bomo dovolili. Ne moremo si, glejte, privoščiti sprejemanja zakonov, ki skrivajo in prikrivajo resnico. In samo na tak način, to je edina pot, da smo glasni, odgovorni. V preteklosti ste bili bolj tiho, zdaj ste bolj glasni, vendar vas je manj. Kot v sedanjosti lahko ustvarimo prihodnost, ki bo temeljila na resničnosti, na pravičnosti, na enakosti, na sistemu, ki ne bo le pokrival ali pa mogoče samo navidezno prav umazanega perila, temveč bo odprl vrata za resnične spremembe. Najlepša hvala za te trenutke, da sem jih lahko podelil z vami. 10 minut premora, potem pride pa podpredsednik, naš Egidi. Hvala lepa in se vidimo čez 10 minut.